Kot sem že včeraj najavila, bomo ta teden se posvetili LinkedInu. Je družbeno omrežje, kjer je veliko bolj pozitivnih stvari in veliko znanja, ki ga lahko izkoristite pri svojem poslovanju. Mogoče razmišljate o novi poslovni priložnosti, karierni priložnosti, tako da vam bom v 5 videih bolj bliže predstavila LinkedIn. In danes bomo se dotaknili, v bistvu vam bom predstavila 5 strategij, kako biti uspešni na tem družbenem omrežju. Če je primerno za vas, poglejte, v tej skupini sem že posnela webinar in pod videi najdete ogromno vsebin, tako da se lahko tam pogledate, oziroma bom ga tudi pripela vam spodaj. Ampak kaj je zelo pomembno? V bistvu to velja tudi za vsa družbena omrežja. Jaz imam tu pred sabo računalnik, tako da mogoče bom kaj dol pogledala, da ne bom kaj pozabila. In sicer prvo, vedno morate definirati cilje. Ker ni rečeno, da vsi podjetniki imate isti cilj. Nekateri delate bolj z business to business, se pravi s podjetji, nekateri delate s posamezniki. Tako da zdaj bomo pogledali, kakšni so te cilji lahko. Se pravi, prvi en taki cilj je, da s tem povečate prepoznavnost blagovne znamke. Jaz pravim, če že ne drugo, dajte vsa družbena omrežja odpreti, jih opremiti z vašimi informacijami, ki jih splošno podjetju, da vejo, s čim se ukvarjate, kaj so vaše prednosti. In to vam bo definitivno na spletu pripomoglo k boljšemu prometu. Ne? Zakaj? Ker ko ljudje bojo na Google iskali, družbena omrežja so zelo visoko rangirana na teh vseh iskalnikih, kot je na primer Google, in bo zraven tudi vaša družbena omrežja. Še posebej pa to velja pri tistih, ki še sploh nimate spletne strani. Ne? Tudi takšna podjetja obstajajo, ker mogoče do zdaj ni bilo potrebe, ni se jim zdelo smiselno, ampak danes, ko sem bila že jaz 2008 na prvem seminarju iz digitalnega marketinga, se je predavatelj rekel, če danes spletne strani nimate, vas ni. Ne? In zdaj po 12 letih pa to zagotovo drži. Tako da, če še nimate, dajte si odpreti družbeno omrežje, in LinkedIn vam služi tudi ena pristajalna stran, tako da jo izkoristite. Potem definitivno je super družbeno mrežo za mogoče delati, graditi osebno blagovno znamko, predvsem na osebnih LinkedIn profilih. In to, ali ste zaposlen, ali ste podjetnik, vsak lahko prispeva k prepoznavnosti podjetja, tudi za svojo osebno blagovno znamko. Ampak se pravi, več o osebni blagovni znamki kdaj drugič. Potem, da zdaj že imate mogoče neko blagovno znamko, že dejansko je že prepoznavna, ampak s tem še samo krepite, se pravi, tudi morate negovati, se pravi, redno biti, se pravi, družbena omrežja so super za narejanje skupnosti, pridobivanja uglednosti, da pokažete kredibilno zaupanje. In definitivno LinkedIn je eno super omrežje, kjer pa so res bolj profesionalni je nastop, tako da se ga splača izkoristiti. Potem definitivno, da najdete mogoče nove idealne stranke, čisto odvisno, s kakšno dejavnost se ukvarjate. So pa tukaj največ, na LinkedInu najdete od prodajalcev, ključnih oseb v podjetju, vodje, direktorje, podjetnike, lastnike podjetij, investitorje, poslovne angele, tako da ogromen en profil pomembnih sploh na podjetniški poti tam lahko kontaktirate, ker na Facebooku so malo skriti, na LinkedInu pa so zelo zadnje čase vedno bolj tudi aktivni, ker se tudi v Sloveniji vedno več govori o tem družbenem omrežju. Potem iskanje boljše poslovne priložnosti, ali je to za biznisa, se pravi posla, ali pa na drugi strani, če ste kje zaposleni, mogoče najdete delovno mesto, ki vam bolj odgovarja, mogoče niste zdaj trenutno v tej službi srečni, ali ste prerasli in iščete nove poslovne priložnosti. Moram povedati, da tudi sami mene, ko sem še v prejšnji službi bila, so me kontaktirali tudi iz kadrovskih agencij, se pravi headhunterji, ki so me povabili za, moram reči, službe, ki drugače ne vem, če bi jih kje našla na kje teh spletnih portalih, tako da se tudi to splača izkoristiti. Potem pa na koncu cilj vsakega podjetja je seveda prodaja, se pravi, pomaga vam definitivno pri pospeševanju prodaje, tako kot vsa družbena omrežja, tako da jaz pravim, če ne drugo, zaidite gor, da boste bolj pozitivni, na primer v teh časih, kot pa
Vemo, na Facebooku vidimo ogromno ene negativnosti in nestrpnosti, kar pa tega zdaj na LinkedInu vidi zelo, zelo malo. Tako da, evo, to je bil danes nasvet, se pravi, prvo na LinkedInu ali na vseh družbenih omrežjih morate definirati cilje, dejansko, kaj od družbenega omrežja sploh želite.